Takole, še zadnji graf. Najprej določimo asimtoto. Asimtota smo rekli, prečrtamo vse, kar je z eksponentom in nam ostane y je 2. Zdaj, vi ne si črtate, ne, ker imate samo en zapis funkcije. To sem lahko jaz, ko imam tako fino tablo. Potem pa imamo tabele. Tabela damo pa x pa f od x v našem primeru. Poglejmo, kaj bi kaj tule noter vstavili. Rekli smo nič zagotovo. Pa tako malo pocilimo, da bi tole bilo skupaj 1. To bi bilo recimo 2 pa 3. Mislim, da bo tole kar ustrezno. Ok, zdaj pa zračunamo. F od nič, to je 3 na nič minus 1 plus 2. To je 3 na minus 1. Kar je 1/3 plus 2 celi. Za risanje je tako ali tako boljše, da smo v dveh celih, se pravi 2,1/3 je naš prvi rezultat. Potem gremo naprej. In sicer f od 2. 3 na 2 minus 1 plus 2, to je 3 na 1 plus 2, kar je 5. Ok, pa f na 3, to je 3 na 3 minus 1 plus 2, to bo pa 3 na kvadrat plus 2, 9 plus 2 je 11. Ojoj, ne. 11. Tukaj bom zdaj naredila, ker je tole taka blazna velika številka se zgodila, pa v bistvu bi lahko pravzaprav še v 1 zračunali. Dajmo f od 1 je 3 na 1 minus 1 plus 2, to je 3 na nič plus 2, to je 1 plus 2 je 3, ne. Ta bo pa bolj spodobna za narisati. Takle, če se vam zgodi, pač si še vzamete kako točkico za zračunati. Najprej asimptota. Asimptota je vodoravna črta na y je 2. Takole. Ponavadi jo rišemo črtkano, ne. Evo, takole. Zdaj pa narišimo te točke. Pri nič je 2,1/3. Če vam bojo vse točke prišle na isto stran asimptote, pa že veste, da ste nekaj v redu naredili, ne. Imamo 2, 5, to je tule. 3, 11 je izven našega ekrana. 1, 3 je tule. Če pa kdo lahko, pa tudi lahko 3, 11 nariše, ne. Zdaj pa naš graf narišemo takole. Tik ob asimptoti, skozi vse 3 točke in v istem loku strmo navzgor. Tako, to je še pa tretji graf. Zdaj nas čakajo še pa vaje. Vaje pa, da vidimo, ali so kakšne take. Tako. Zdaj za domačo nalogo lahko naredite eno od vsake. Mogoče tole. Pa dajmo tole. In pa A primer. Tele lahko vse naredite, ker so enostavne, pa malo boste žepno računalo zračunali. Tule so rešitve. Se preverite, če znate, če ne pa kakšna navodila poglejte, oziroma v enem izmed videov je uporaba kalkulatorja. Pa boste tam tole dobili. Pa še recimo tole naredite za domačo nalogo, potem bom pa jaz tele podčrtane še rešila v naslednjem videu. Prav? Lepo bodite in fino spite. Prišli smo do konca. Če želite
ali morate videti več, si pogledajte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!